V naši oddaji smo vam že velikokrat predstavili prenove podstrešij, pokazali smo tudi prenovo garaže, ki je postala dom, kam pa naj se naselijo mlade družine, če ni dovolj sredstev za nakup nove nepremičnine. Tokrat imamo novo idejo. Pogosto vam pokažemo prenove družinskih hiš oziroma podstreh, ki postanejo dom za ta mlade. Tokrat pa gremo v klet. Ja, prav ste slišali, tudi v kleti se da urediti sodobno in svetlo stanovanje za mlado družino. Petra in Boštjan, lepo pozdravljena. Pozdravljena. Boštjan, kako ste vi sploh prišli na idejo, da v kletnih prostorih svoje hiše uredite takole čisto novo stanovanje? Ko sem kupil to hišo in ko sem se malo sprehodil po etažah, sem prišel do kleti in je bila založena do stropa. In sem rekel, kaj bi tukaj noter imel? Vidim korilnica, noter odslužena peč za korilno olje, vidim spalnica, ki sploh v bistvu ni bila spalnica, ampak odložišče vsega. Vse krame. Tako. Vidim hodnik neprehoden. Kaj bi to naredil? Sem rekel, tukaj bi se dalo eno lepo stanovanje narediti. In kateri gradbeni posegi pa so bili potrebni? Ja, jaz sem študiral, kako bi zdaj to rešil, to zadevo. Že sami svojih izkušenj sem vedel, kako bi to svojim močmi naredil, ampak sem rekel, tukaj, Boštjan, si prekratki. In sem poiskal pomoč. Sem gospod Petro poiskal, dobil sem je na ambientih. In smo prišla v prvi kontakt, pride ono do mene, se sprehodimo čez hišo, pravi, ja, imaš pravo idejo. In potem smo začela. Ja, Petra, vi ste zasnovali tole igrivo, čudovito stanovanje. Kako pa vam je uspelo, da ste vanj vnesli toliko svetlobe? Predvsem smo se poslužili temu, da smo te majhne prostore združili celoto, tako kot je že lastnik Boštjan povedal, da smo odstranili nosilno steno in nadomestili za preklado in pa povezali na ta način, odprli prostor, da je kuhinja, jedilnica, dnevna soba kot eno celota, bivalni prostor in pa sledili potem kopalnica in pa spalnica. In pa ta vertikalni del smo zaprli, ker so bile nekoč stopnice v zgornjo etažo, da smo resnično izkoristili na maksimalno prostor in pa naredili svoj ločen vhod, kakor nam je dopuščala sama konstrukcija, odprtino. In kako veliko stanovanje ste potem dobili? Tukaj gre za 50 kvadratov, plus, bom rekla, še en odstavni prostor, še vedno, ker je vedno prije prodaj, še vedno eno kot skladišče majhno, ampak vse ostalo je pa ja, notranje bivalne površine imamo 50 oziroma malenkost več, plus zunanjih 14 kvadratov terase. Stanovanje je zelo mladostno, veliko je nekih barvnih poudarkov in zelo pomemben element je seveda tudi osvetlitev. Vi velik poudarek dajete tudi na to in še bolj pomembno pa je to v kletnih prostorih. Res je, svetloba nam narekuje prostor, oblikuje ga in vse sence nam dajo ta čar v prostoru, ta ambient in to je pri vseh projektih, bom rekla, en temelj, začetek snovanja. Ja, zelo zanimivo ste tudi, kako ste ločili ta kuhinjski del od dnevno-bivalnega, uporabili ste te barvne lesene letvice. Ja, to je narekovanje, bom rekla, vidno. Zelo rada delam, naprimer, s tapetami in tu, ko so bile izbrane, posledično so narekovale zgodbo. In ta zgodba je tudi ta, bom rekla, spekter barv uprizojena z vertikalnimi letvicami, katerih je tudi inštalacija z lučkami napeljana. In bom rekla, je to en tak poseben pečat oziroma detalj v prostoru, ki ga hkrati omejuje, bom rekla, med kuhinjo in jedilnico oziroma dnevno sobo, po drugi strani pa povezuje. Kaj pa pohištvo? Je izdelano po meri ali je kupljeno večinoma? Najbolj pomembno pohištvo je bilo izdelano po meri. Torej, vse, kar je integriranega, stavbno pohištvo in pa kuhinja,
z kopalnico. To je bilo vse delo plod mizarja in pa naročilo narejeno. Torej, kadar se lotimo prenove, recimo stanovanja ali hiše, pogosto naletimo na kakšno presenečenje. Je bilo to del tudi te prenove? Ja, moram reči, da v vsaki taki prenovi naletiš na razne presenečenja. V tej hiši smo naleteli na presenečenja v steni trezor, žal prazen. Wow. To bi pa bilo presenečenje, če bi bilo še kaj notri. Ko smo poglabljali prostore, smo prišli do temeljev, smo videli struktura bivših temeljev, kako so bili narejeni. Takrat ni bilo železa, bili so na mesto armature razne žlice, potem celo od kolesa feltna in razni tak material. Pa potem, ko začneš umet stran, da je na enem kosu malo udari, se ti usuje cela stena dol, naletiš marsikaj. Tako da presenečenje ni bilo kraja. Petra, bi še vi kaj dodali? Ja, morda za kakšno zbirko muzeja. Ja, mogoče pa res.